Čeprav, če sem že tlele, ne? A? Sem jaz pretežek za to? Dacia Duster, ne? Sem že parkrat o njem v vlogu govoril. Pravzaprav sem imel Dusterja že v 4 vlogih. Sam smo zbrali lokacijo danes, a? In ravno zato, ker sem že imel Dusterja v vlogu 352, 472, 473, pa pazi to cifro 555, pa se pa človek vpraša, je sploh še kaj za povedati? Hvala, da je še kup stvari, pa ne sem to na koncu videa, bom v povezavi z Dusterjem povedal še eno stvar, za katero jo ne morem razumeti, stari, pa da mi plačaš. Pa pojmo najprej švoh 10 let nazaj, takrat sem se z Dusterjem srečal prvič. Še zdaj se recimo spomnim te prvega videa, ki sem ga z njim posnel, zato ker je bilo tokanih blooperjev. Moram priznati, da imam malo soft spot za Dusterja. Takoj, ko sem ga prvič videl v živo, mi je bila oblika všeč takoj. Čeprav v tem trenutku gledaš drugo generacijo, se je treba spomniti, da prva, kar se oblike tiče, ni bila dosti drugačna. Zadržali so ta bulast videz, pa robusten pristop, pa visoke boke, močna ramena. In jaz se še zdaj spomnim 10 let stare debate, ko smo s kolegi novinarji govorili, a ne bi Dusterju pasal en V8 motor. Pa smo že pri motorjih, ne? Tudi pri Dusterju je ena novost taka dost pomembna. Gre za 1,3 litrski bencinski motor, ki smo ga do zdaj videli kje? V Renaultih, v kakšnemu Nissanu, pa pri Mercedesu, tam tudi. Pa imamo kar naenkrat en element, ki zelo tesno povezuje Dacio pa Mercedes, a? No in strojček pod tole haubo ponuja 96 kW, to je 130 konjev. Jaz moram priznati, da ga ne morem prehvaliti. Všeč mi je odzivnost, prožnost. Se mi zdi, da Dusterju sploh takšnemu kaj take malo boljš opremljen tudi karakterno paše. Drugače pa avto na sprednji pogon, menjalnik je ročen, porabe pa tam nekje med 6,9 pa 7,1. Drugače pa kar se opreme tiče, a vidiš kaj tukaj le piše? Tech Road. Gre za eno tako malo fino opremo, ker drugače se Dusterjeve cene začnejo koliko? Pri švoh 13 400, tale je pa dobrih 17. Lej, takole izgleda pa kabina. Takoj boš opazil kupenih rdečih dodatkov, ki se ujemajo s karoserijo, recimo tamle na vratih, pri kljuki, pa rdeči napisi Duster, pa rdeči šivi, pa rdeč vzorc na zicih. Pri konkretnemu avtu moram pohvaliti tudi kakovost materialov v kabini. Pravzaprav je neke res trde pa neugledne plastike razmeroma malo. Vidiš, tukaj je obloženo z eno tako tkanino, pa tukaj je umetno usne. Če upoštevaš še par detajlov, recimo tale stikala, za katere sem že rekel, da me spominjajo na tiste v kakšnih Audijih, pa priješ do zaključka, da je tale kabina v osnovi čisto prijetna. Ajde, da se razumemo, Duster je še vedno v osnovi robusten avto, zunaj in znotri. Tudi, ko prije do materialov. Obenem moram povedati pa en tak hecen paradoks. Najboljš prodajani Dusterji so tisti, ki so orank opremljeni, ne tisti, ki so čisto osnovni. Pa če gremo še malo nazaj na mojo zgodovino s tem avtom, še zdaj se spomnim najbolj kulskega Dusterja, ki sem ga testiral 2015, izvedenka se je imenovala Extreme. Gor na strehi je imela 2 veliki luči od hele in paket je bil tak malo bolj šarf. Zbrskal sem tudi test. Le kaj sem napisal v uvodu. Testni Duster je v neposredni bližini štajerske prestolnice dokazal, da bi se daleč najbolje počutil v afriških stepah, med levi in hijenami. Namesto njih pa so za njim oprezali s friziranimi maltežani. Kak si smešen! Še ko sem bil na Siolu, smo kupenih prispevkov posneli tudi s slovenskimi gorskimi reševalci. Z Dusterjem. Če mu reševalci zaupajo takrat, ko zagusti, je to za Dusterja kar oren kompliment. No, evo vidiš, smo lepo sklenili krog. Gorski reševalci, gore in to nas valjda pripelje do tega avta. Če skar nekako težko razumem, kako lahko tako prijeten avto, ki nastopa v zdajle najbolj popularnem segmentu, ki ima ful dostopno ceno, po želji celo 4-kolesen pogon, tako redko pride v poštev za resnejši nakup. Predvsem pri mlajši. Ne razumem. Starejši Duster, moj. Mlajši Duster, nisem ziher. I do not understand. Ok, rant over. Jaz mislim, da sem povedal, kar sem mu zapovedati. To se pravi malo najne zgodovine, malo spremembah, recimo v ta novem motorju, kar se mi zdi oren podatek, predvsem zato, ker se z avtom tako dobro razume. Ok, sem šel pa jaz počasno nazaj v dolino, prav. Lega, jadralca. Čudovito. Čeprav, če sem že tlele, ne? A? Sem jaz pretežek za to.